V zadnji tekmi drugega kroga je Celje doma pričakalo nogometaše Krke. Gostje so v prejšnjem krogu zmagali na gostovanju pri ekipi Rudarja 0:1. Tudi Celjani pa so se odrezali s podobnim rezultatom, ampak izgubili proti Krškemu na gostovanju. Prva prava akcija Celja na začetku dvoboja, tole je bila priložnost za Težaka, ki je meril nekoliko previsoko. Nov napad tudi za Novomeščane, poizkus daleč, močno je meril Ejup, ampak na pravem mestu vratar Mojčinović. Še napad za Grofe, ki so bili podjetnejši v tem prvem polčasu, streljal je Ahmedi, preslabo za Mitrovića, potem pa hitra kombinacija gostov podaja pred vrata in velika priložnost za Novinića, ampak žoge ni najbolje zadel in zgrešil. Tole je priložnost. Do konca prvega polčasa pa še dve akciji Celjanov. Najprej je meril Težak, odlična obramba Mitrovića in še priložnost v samem finišu. Miškić je bil pred vrati, nekoliko pa je meril mimo leve vratnice Mitrovića, ostala je pri tistem začetnem rezultatu. Drugi polčas in prva velika priložnost za Grofe. Pred vrati je bil Firer, odlično je zapustil gol Mitrović in rešil svoja vrata. To pa se je Krki tudi obrestovalo. Prekršek za 11-metrovko. Rumeni karton Vidmajerja, potem pa še en zaradi nešportnega obnašanja in Vidmajer je moral predčasno zapustiti igrišče. Krka pa je dobila 11-metrovko. K žogi je stopil Velbek, ki je bil tokrat natančen, meril je po sredini, vratar Mojčinović je šel v eno, žoga pa takole po sredini za 1:0 v korist Krke. Kazalo je na zmago gostov in nove 3 točke, s katerimi bi skočili na sam vrh in se pridružili Krškemu, ampak žogo je v svoje noge vzel Ivan Firer in globoko v sodniškem podaljšku s tole mojstrovino izenačil na 1:1. Povratniku moštvo Celja še lani v dresu Rudarja zabil 9 golov, tole pa je bil njegov prvi gol v letošnji sezoni in v zadnji sekundi je praktično izenačil tekmo. Na koncu Celje Krka 1:1. Ja, jaz mislim, da smo nekako skozi celo tekmo poskušali narekovati ritem. Mislim, da smo si pripravili spet kar nekaj priložnosti, s katerih bi mogli zadeti. Spet bom rekel prijeti rdeč karton, spet 11-metrovka in sem zelo vesel, tako bom rekel za fante, da smo se nekako zvlekli v zadnji minuti in jaz upam, da bom rekel predvsem napadalcem steklo in iz priložnosti, ki jih imamo, jih pač moramo izkoristiti. Nisem zadovoljen, ker smo dobili pač zadetek v zadnji sekundi, ampak na samo potek srečanja pa pač vseeno moramo biti zadovoljni. Ekipa Celja se predstavlja pač kot domačin, kot dobra ekipa. Mi smo imeli svoje priložnosti, zadeli iz 11-metrovke v bistvu pred koncem srečanja, pa smo pa dejansko iz te njihove edine na koncu ta prave šanse v zaključku dobili zadetek in na koncu je grenak preokus ob tem odločenem izidu.